Prisrčno pozdravljeni tudi v tem sobotnem dopoldnevu. Tako na začetku našega današnjega srečanja preberimo skupaj besede iz 145. psalma in sicer od 1. do 3. vrstice. Povzdigoval te bo moj Bog, o kralj, slavil bom tvoje ime na vekov veke. Vsak dan te bom slavil, hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Velik je Gospod in zelo hvaljen, njegova veličina je nedoumljiva. Verjamem, da ima vsakdo od nas veliko razlogov, zakaj naj bi hvalili Gospoda. Veliko dobrih stvari prejemamo vsak dan iz njegove roke. In eden od razlogov, zakaj smo Bogu lahko hvaležni, je tudi ta, da se nam je razodel. Najpopolnejše razodetje našega Boga vidimo v življenju in delu Jezusa Kristusa. Toda prav tako se nam Bog razodeva tudi v svoji besedi in tudi zato smo mu lahko hvaležni. Zato zapojmo skupaj pesem Daj mi, o Bog moj, svoje sveto pismo. Daj mi, o Bog moj, svoje sveto pismo, da mi bo luč na temnem svetu tem. V temi več nisem, če mi sveti pismo, ker je vodnik v nebesa vsem ljudem. Daj mi, o Bog moj, svojo besedo, ki skozi tesna vrata vodi v raj. Vse, kar potrebno je za verno čredo, to zagotovo najdem v pismu zdaj. Daj sveto pismo, ko me dvom vznemirja, vseh izkušnjav zvesto varuje me in me tolaži ter mi razodeva, da Jezus rad odpušča grehe vse. Daj mi, o Bog moj, svojo besedo, ki skozi tesna vrata vodi v raj. Vse, kar potrebno je za verno čredo, to zagotovo najdem v pismu zdaj. Daj sveto pismo, kadar sem v nadlogi, z njim me tolažiš, Jezus Kristus ti. K slavi lembeški me prav varno vodi in kakor svetla zvezda sije mi. Daj mi, o Bog moj, svojo besedo, ki skozi tesna vrata vodi v raj. Vse, kar potrebno je za verno čredo, to zagotovo najdem v pismu zdaj. Molimo. Dragi nebeški Oče, vsa slava, čast in hvala naj se dviga tebi. Hvala ti za dobre stvari, ki smo jih bili deležni v minulem tednu. Hvala ti za blagoslove, ki si nam jih dajal, za življenje, za zdravje, zato ker si nam omogočil poskrbeti za vse naše osnovne življenjske potrebe. Hvala ti za družine, prijatelje. Hvala ti za sporočila upanja, ki nam jih daješ v svoji besedi. Hvala ti za sveto pismo. Gospod, danes, ko želimo proučevati o pomembnem sporočilu svetega pisma, o obljubi veličastnega drugega Kristusovega prihoda, te prosimo, da nas ti vodiš v tem. Sveti Duh, odpri naše misli in nam daj razumevanje in spoznanje, ki nas bo obogatilo in spremenilo, ter nas navdihnilo, da živimo tebi posvečeno življenje.
Gospod, naj nas vodi tvoja beseda, ne le danes, ampak vsak dan našega življenja, da bomo resnično pripravljeni živeti skladno s tvojo voljo. Amen. Jesusov drugi prihod je, kot pravi eno od svetopisemskih besedil, blaženo upanje verujočih in hkrati veličasten vrhunec evangelija. Številna besedila v Svetem pismu, tako v Stari kot Novi zavezi, opisujejo veličastnost tega dogodka. In eno od najpomembnejših ter sporočilno najbogatejših je zagotovo odlomek v Evangeliju po Mateju 24. in 25. poglavju. Prejšnji teden smo skupaj proučevali Evangelij po Mateju 24. poglavje od 1. do 41. vrstice. To je odlomek, v katerem je veliki učitelj spregovoril o svojem ponovnem prihodu in o znamenjih, ki usmerjajo nanj. Kot smo videli, nam Jezus s tem ni želel dati odgovora na vprašanje, kdaj se bo njegov drugi prihod zgodil, ampak nam je želel povedati, da nas bodo ta znamenja usmerjala na zanesljivost tega dogodka, ki bo pomenil zmago dobrega nad slabim. Prav tako je poudaril, da nihče razen Boga Očeta ne pozna čas njegovega prihoda, kar pomeni, da bo ta za vse ljudi nepričakovan in nenaden. In v 42. vrstici Evangelija po Mateju 24 najdemo praktičen rezultat tega, kar je bilo zapisano pred tem v celotnem poglavju. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. In prav to je rdeča nit treh prilik, ki jih najdemo zapisane od Mateja 24:43 do 25:13 in katerim bomo danes posvetili svojo pozornost. Toda preden si ogledamo te prilike, si na kratko poglejmo, zakaj je Jezus velik del svojega poučevanja podal prav v prilikah. Čeprav obstaja za to več razlogov, o katerih bi bilo vredno globlje in dlje časa proučevati, bomo na kratko omenili 4. Prvi razlog za Jezusovo poučevanje v prilikah je ta, da te pritegujejo pozornost. Ljudje imamo radi zgodbe in Judje v 1. stoletju niso bili nobena izjema. Jezus je dokazal, da je eden največjih pripovedovalcev zgodb v zgodovini sveta. Njegove prilike, ki so opisovale okoliščine znane njegovim poslušalcem, so tako pritegnile njihovo pozornost. Drugi razlog za njegovo poučevanje v prilikah je v tem, da nam te pomagajo pri konkretiziranju sporočila. Jezus ni govoril abstraktno, ampak o stvarih, ki so jih ljudje in ki jih tudi mi danes srečujemo v svojem vsakdanjem življenju. In prilike tako pomagajo Jezusovim poslušalcem iz sveta, ki jih obdaja, preiti v duhovne resničnosti, ki ta svet presegajo. Tretji razlog za poučevanje v prilikah je naslednji. Ker so v Jezusovih prilikah uporabljene stvari vsakdanjega življenja poslušalcev, so se ti vsakič, ko so te stvari videli, znova spomnile Jezusovih naukov. Ellen White to lepo opisuje, ko pravi: kasneje so se v pogledu na stvari, ki so ponazarjale njegove nauke, spomnili besed božanskega učitelja. Tistim, ki so bili dovzetni za delovanje Svetega Duha, je postalo bolj in bolj jasno, kako pomembni so bili zveličarjevi nauki. Skrivnosti so se razjasnile in težko doumljive reči so postale očitne. Četrta vrednost poučevanja v prilikah pa je v tem, da so te posameznike silile, da so sami odkrivali resnico zase. Premišljevanje jih je vodilo do tega, da so se poskušali dokopati do sporočila, saj je njihov interes za predmet opisan v prilikah pomenil močno spodbudo, da neprestano premišljujejo o njihovem sporočilu. Vabim vas, da zdaj skupaj z menoj odprete svoja sveta pisma v Evangeliju po Mateju 24. poglavju. In v 43. vrstici si bomo ogledali prvo od treh Jezusovih prilik, o katerih bomo proučevali. Gre za kratko prispodobo, v kateri Jezus svoje sledilce spodbuja k neprestanemu pričakovanju. Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat
in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Jezusovi sledilci bi morali njegov prihod pričakovati enako, kot hišni gospodar pričakuje vlom v svojo hišo. Sporočilo te kratke prilike je: kristjan mora biti v stanju neprestane budnosti in pripravljenosti na Gospodov prihod. Nenazadnje, ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Trenutek, ko so kristjani najmanj pričakovali Kristusov prihod v katerem koli obdobju človeške zgodovine, je vedno bil trenutek, ki so mu rekli danes. William Barclay podaja pripoved o 3 hudičevih vajencih, ki so prišli na zemljo, da bi končali svoje izobraževanje. Vsak je Satanu predstavil načrt za uničenje človeštva. Prvi je predlagal, da bi ljudem govorili, da Boga ni. Toda Satan je odgovoril, da to ne bo zavedlo veliko ljudi, saj večina čuti drugače. Drugi je rekel, da bo razglašal, da ni pekla. Satan je zavrnil tudi to taktiko, saj ne glede na to, da je to res, ima večina ljudi občutek, da bo greh dobil svoje zasluženo plačilo. Tretji pa je rekel: ljudem bom govoril, da se nič ne mudi. Pojdi, mu je rekel Satan, in uničil jih boš na tisoče. Najbolj nevarna zabloda je, da se bo čas nadaljeval neskončno. Jutri je lahko zelo nevarna beseda. In prav proti takšni miselnosti stvari Jezus v prvi od prilik, ki govori o budnosti in pripravljenosti. Druga prilika je zapisana v besedilu od 45. do 51. vrstice. In tudi v njej se nadaljuje tema o nujnosti in budnosti, ampak z nekaj dodatnimi odtenki. Ta prilika podaja zamisel, da imajo kristjani v času svojega čakanja in budnosti določene dolžnosti in etične odgovornosti. Naše čakanje ne sme biti brezdelno. Preberimo skupaj to priliko. Kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služinčad, da bi v pravem času dal živež? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje imetje ga bo postavil. Če pa ta pokvarjeni služabnik reče v svojem srcu: moj gospod zamuja, in začne pretepati soslužabnike ter je in popiva s pijanci, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve, in ga bo presekal na dvoje ter mu dal delež s hinavci. Tam bo jok in škripanje zobmi. V priliki izvemo, da je prišlo do odložitve gospodarjeve vrnitve. In to iz razlogov, ki jih služabniki ne poznajo. Nažalost je lahko takšen časovni zamik nekaj, kar pripelje do slabega vedenja. Ker so bili služabniki v negotovi situaciji prepuščani sami sebi, je eden od njih dovolil, da so njegove nizkotne strasti privrele na površino. Postal je neprijazen do drugih, živel razvratno življenje in bil prepričan, da ima veliko časa. Toda na tej točki se ponovno srečamo z naukom iz prve prilike. Gospodar tega služabnika bo prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve. Nato pa Jezus dodaja še en nauk, ki se bo znova pojavil kasneje, v 4. in 5. priliki, o katerih bomo proučevali prihodnji teden. Nezvesti služabniki bodo izgubili Božji milostni dar in namesto tega prejeli plačilo za svoje uporno življenje, se glasi ta nauk. Tako je koncept zvestobe in budnosti izpostavljen na še bolj slikovit in popoln način kot v prvi priliki. Tretja prilika pa je opisana v Evangeliju po Mateju 25. poglavju od 1. do 13. vrstice. Tudi ta nadaljuje s tematiko čakanja in budnega pričakovanja, ki smo jo videli v prvih 2 prilikah, a je kompleksnost sporočila v tej tretji priliki še večja. Prizor, ki je opisan v njej, je prizor palestinske poroke. Teden dni ali več trajajočega dogodka, v katerega je bila vključena celotna skupnost in po katerem
za razliko od današnjega sveta in časa, mladoporočenca nista odšla na poročno potovanje, ampak sta namesto tega ostala doma in odprla vrata svojega doma. Preberimo skupaj to priliko. Bral bom iz prevoda v sodobni slovenski jezik Življenje z Jezusom. Vi pa jo spremljajte v prevodu, ki ga imate na razpolago. Nastop nebeške vladavine lahko ponazorimo s tole zgodbo o poročnem slavju. Zvečer je šlo 10 deklet naproti prihajajočemu ženinu, da bi ga kot spremljevalke pričakali s prižganimi oljnimi svetilkami. 5 jih je bilo lahkomiselnih, drugih 5 pa pametnih. Brezbrižne mladenke so vzele s sabo samo svetilke, pametne pa tudi dodatno olje, da bi jih lahko ponovno napolnile. Toda ženino prihod se je zavlekel. Dekletom se je začelo dremati in vse so zaspale. Sredi noči pa je nekdo zavpil: "Ženin prihaja, pojdite ga pričakati." Vse mladenke so vstali in pripravili svoje svetilke. "Dajte nam nekaj svojega olja," so lahko miselne rekle pametnim. "Naše svetilke ugašajo." Ne bo ga dovolj za vse," so rekle pametne. "Pojdite si ga kupiti." Tako je ženin prišel, medtem ko so lahkomiselna dekleta odšla kupovati olje. Mladenke, ki so ga pričakali pripravljene, je vzel s sabo na poročno slavje in potem so zaprli vrata. Pozneje pa so prišle še tiste druge. "Gospod, o Gospod," so vpile, "odprite nam." "Prav zares ne vem, kdo ste," jih je zavrnil ženin. "Zaradi tega morate biti vi, moji učenci, budni in vedno pripravljeni, saj ne veste, kdaj se bom vrnil." Čeprav ima prilika o 10 mladenkah ali 10 devicah za ozadje palestinsko poročno slavje, pa nam za razumevanje njenih naukov ni potrebno razumeti vseh starodavnih poročnih običajev. Toda eden od teh, ki je ključnega pomena, je, da je Jezus v tej priliki predstavljen kot ženin. Samo po sebi je bila to v ušesih prvotnih poslušalcev precej pogumna trditev. Vedeli so namreč, da stara zaveza opisuje Boga in ne Mesija kot ženina in Izrael kot nevesto. Očitno jim je Jezus, pa tudi Matej, ki je zapisal te Jezusove besede, med drugim želel sporočiti tudi to, da Jezus ni le Mesija, ki je prišel in prihaja, ampak tudi Bog, ki vedno je. Poleg ženina in njegovega prihoda je v središču pozornosti 10 devic in njihove svetilke. Pravzaprav je največja pozornost posvečena razliki med devicami. 5 jih je opisanih kot preudarnih in 5 kot nespametnih. Razliko med obema skupinama določa priprava na ženinov prihod. Vse imajo svetilke, a le polovica je prinesla s seboj tudi zadostno količino olja. Zapazimo, da na zunaj med njimi ni razlike. Vse so na videz kristjanke in vse čakajo ženinovo vrnitev. Prav tako zapazimo, da se je vsem začelo dremati in da so vse tudi zaspale. Torej, v tej priliki nimamo opravka z verniki in neverniki. Vsi trdijo, da so verniki. Glavna točka v priliki je opisana v 5. vrstici in sicer ta pravi, da se je ženinov prihod zavlekel. Zato so vse mladenke zaspale. Pozemski vsakdan se nadaljuje tudi v času, ko Kristusovi sledilci čakajo na njegovo vrnitev. Nihče ne more živeti v času neprestanega napetega pričakovanja. Zamislijo, da se je Kristusov prihod zavlekel, smo se že srečali v Mateju 24:48 in se bomo znova v Mateju 25:19. Očitno je, da že v času, ko je Matej pisal svoj evangelij, približno v 3. desetletju po Kristusovem nebohodu, za nekatere vernike to bila vedno večja težava. In nobenega dvoma ni, da je tako tudi danes. Razlika med preudarnimi in nespametnimi verniki ni, kot smo videli, v tem, da so eni zaspali, drugi pa ne. Vsi so zaspali. Toda niso bili vsi pripravljeni na klic. Nekateri so svojo pripravo pustili za zadnji trenutek, ko je že bilo prepozno. In Jezus pravi, da so to svojo lahkomiselnost drago plačali. Vrata so se zaprla. Čas priprave in priložnost za spremembo je minil
in zamudili so veliko jagnjetovo poročno gostijo, ki se bo zgodila ob Jezusovem drugem prihodu, kot pravi besedilo v Razodetju 19:9. Nauk zgodbe je podan v 13. vrstici. Zaradi tega morate biti vi, moji učenci, budni in vedno pripravljeni, saj ne veste, kdaj se bom vrnil. Ta nauk je seveda tudi sporočilo prvih dveh prilik v tem nizu. Toda ta zadnja, tretja prilika dodaja, da bo ob drugem Kristusovem prihodu prišlo do daljšega časovnega zamika in da se noben posameznik ne more zanašati na pripravljenost druge osebe. Pripravljenost na drugi Kristusov prihod se ne da prenesti niti deliti. Ob koncu časa, na dan sodbe, bomo pred Bogom stali kot posamezniki. Prav tako moramo tudi poudariti, da prilika o 10 devicah ne govori o tem, kako naj bi se pripravili na ženinov prihod. To bo tema zadnjih dveh prilik v tem nizu, o katerih bomo poročevali prihodnji teden, ko si bomo gledali prilike o talentih ter ovcah in kozlih. Naj nam Gospod pomaga, da bi razumeli sporočilo, ki nam ga je želel podati s prilikami, ki smo jih proučevali danes. S potrebo po budnosti, pričakovanju in pripravljenosti. In da to ne bi bilo le razumevanje in teorija, ampak praksa našega vsakdanjega življenja. Amen. Molimo. Dragi naš Gospod, hvala ti za obljubo Jezusovega drugega prihoda. Hvala ti tudi za sporočilo in spodbudo, da ostanemo budni, kljub temu, da je morda minilo veliko časa in da smo pričakovali, da se bo ta že zgodil in da bomo že v nebeškem kraljestvu. Gospod, hvala ti, ker nas spodbujaš k temu, da smo budni, pričakujoči in pripravljeni. In pomagaj nam, da bi vsakdo od nas to bil v svojem življenju. Pomagaj nam, da se zavedamo in da razumemo, da si ne moremo sposoditi pripravljenosti nekoga drugega, ampak da to mora biti naša izbira in naša odločitev. Zato, Gospod, se izročamo tebi, v tvoje roke in te prosimo, da nas ti zbudiš, da nas zdramiš in da nam pomagaš razumeti čas, v katerem živimo in pripraviti se na srečanje s teboj. Hvala ti za to, ker nam obljubljaš uresničitev in uslišitev te prošnje. V Jezusovem imenu. Amen. Naj vas Bog obilno blagoslovi in vodi tudi v prihodnjih dneh. V sobotah, ki so pred nami, se bomo v večini naših krajevnih cerkva že začeli zbirati k bogoslužju. Toda še naprej bomo na tem kanalu vsako soboto ob 11. uri predvajali pridigo. Saj vemo, da se nekateri med nami zagotovo še nekaj časa ne bodo udeleževali bogoslužij. Zato spremljajte te pridige in naj bo Bog z vami.